Mura, Mura. Zjutraj, ko je Mura sama in ravnica spi, moja misel kot meglica nad vodo lebdi. Kaj odnašajo valovi, kaj prinaša dan? Vejo mučki že bogovi, česa jim ne dam. Na brežini so spomini, tu sem ljubil jo. Spet mi bosa gre na poti in žari nebo. Še ta kamen se obrača, kot bi čutil to. Mura, Mura, čarna reka, kaj ti ni hudo? Tihe so naprodo ptice, kmalu bo večer, vse se že spreminja v sence, vame lega mir. Naj se združijo bregovi, naj bo sodni dan, vejo murski že bogovi, česa jim ne dam. Dober večer. Mura je večna in danes praznujemo njenih prvih 100 let. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na svečani akademiji ob ustanovitvi v 100. obletnici ustanovitve nogometnega kluba Mura. Hvala vsem, ki ste nas z nocojšnjo prisotnostjo počastili in s tem izkazali spoštovanje in čast nogometnemu klubu, ki presega le nogometno združenje, ampak je veliko več. Je ponos našega kraja, je ponos naše pokrajine, je domala obvezna tema vsakega pogovora slehernega Prekmurca, je strast, je ljubezen. Spoštovani, dovolite, da poleg vseh vas še posebej pozdravim predsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Radenka Mijatovića. Predsednika NŠ Mura, gospoda Roberta Kuzmiča. Župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Damjana Anželja. Prisrčno pozdravljen tudi bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Pozdravljeni tudi vsi sedanji in bivši funkcionarji kluba, legende prekmurskega nogometa, legende Soboške Mure. Pozdravljeni vsi sponzorji in podporniki in pozdravljeni seveda tudi vsi predstavniki prvoligaških in partnerskih klubov. In seveda pozdravljeni vsi, ki nam bije v prsih črno-belo srce. Nocoj smo se zbrali, da obudimo spomine na 16. avgust leta 1924, ko se je rodil športni klub Mura. In se sprehodimo po njeni 100-letni zanimivi zgodovini. Dobrodošli na popotovanju. Oh,
krije. V čast si štejemo, da nas je s svojo nocojšnjo prisotnostjo počastila tudi Nogometna zveza Slovenije. Zato zdaj vljudno vabim na oder njenega predsednika, torej predsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Radenka Mijatovića. Izvolite. Izvolite. Oder. Spoštovano vodstvo nogometnega kluba Mura, spoštovani visoki gostje, spoštovani predsednik nogometnega kluba, spoštovani župan, spoštovani bivši nogometaši in sedanji nogometaši nogometnega kluba Mura, spoštovane nogometašice nogometnega kluba Mura, meni je v posebno čast in res veliko zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim v imenu Nogometne zveze Slovenije in v svojem osebnem imenu, ter vam iskreno čestitam ob tako častitljivem jubileju 100 let nogometa oziroma 100. rojstnem dnevu. Nogomet v Murski Soboti je šel skozi različna obdobja svojega delovanja, skozi padce in vzpone, vendar ohranil je eno, veliko strast, veliko tekmovalnost in tudi dosegal velike uspehe. Od igranja v drugi jugoslovanski ligi kar zajetno število let, skozi dolgo leto nastopanje v prvi slovenski nogometni ligi, da bi na koncu nedolgo nazaj nogometnemu klubu Mura uspel veliki met, osvojila je prvenstvo Slovenije, postala je prvak, skozi uspešno igranje v kvalifikacijah za konferenčno ligo, izborila tudi konferenčno ligo in dosegla enih svojih največjih uspehov, vrhunec, da je premagala slovito angleško moštvo Tottenham in s tem presenetila praktično cel svet. Iskrene čestitke za take rezultate in uspehe. Ključno pa je, da je nogometni klub Mura simbol nogometa v regiji, da združuje na tem imenitnem objektu, ki je še v planu prenove oziroma dogradnje, ženski, moški nogomet, nogomet mladih in praktično v celi regiji skrbi za in popularizacijo, razvoj nogometa in delovanje na vrhunski ravni. Zato je potrebno izreči iskrene čestitke vsem tistim, ki so na en način prispevali temu, da je Mura dosegla take uspehe, da se skozi 100 let ohranja na tako visoki ravni in da bo tudi v prihodnje združevala vse, kar se okoli nogometa lahko dogaja na enem mestu in da bo na en način nudila dom in nogometašicam in nogometašem, mladim in veteranom in skrbela za nogomet v regiji. Zato še enkrat iskrene čestitke in vse dobro in še več in boljše uspehe nogometnemu klubu Mura tudi v prihodnje. Hvala lepa. Ob tej priložnosti še spodobi se skromno darilo predsedniku nogometnega kluba Mura za 100. rojstni dan.
Što sem? Vej pa valjda kaznan. Vi ste Franček Matešec, eden iz Črno-Bele, ko je špilo za Muro. Kdaj še mogoče dedek v offside plavo? Ja. Što sam pa ge? Nino, što pa te tebe ne pozna? Tvoj rabona gol so po celom svetu videle. No što sem pa tega? Ti si pa našo črno-belo vipanje. Mi smo Mura. Zahvaljujem se gospodu predsedniku Nogometne zveze Slovenije za te iskrene besede in seveda za darilo. Ja. 16. avgusta 1924 so se soboški športni zanesenjaki sestali v hotelu Dobraj, v današnji Zvezdi, in ob 20. se je začel ustanovni občni zbor in rodila se je Mura. Rodilo se je tako rekoč športno društvo Mura. Športni klub Mura je imel poleg futbal odseka še hazen odsek, lahko atletski odsek in kolesarski odsek. Za predsednika športnega kluba Mura je bil izvoljen bančni ravnatelj Franjo Košir, načelnik nogometnega odseka pa je postal uradnik Franc Ramovš. Točno po 100 letih pa prisrčno pozdravljam predsednika nogometnega kluba Nogometne šole Mura, gospoda Roberta Kuzmiča. Izvolite. Spoštovani gostje, spoštovani predsednik Nogometne zveze Radenko Mijatović in gospod župan Murske Sobote, mestne občine Murska Sobota, gospod Anžel, spoštovani prvi predsednik Slovenije, gospod Milan Kučan in vsi ostali cenjeni visoki gostje, hvala, da ste prišli danes in nas počastili ob tem jubileju. Seveda prav tako navijači in prijatelji naše Mure, ki letos praznuje 100 let, sponzorji in vsi podporniki črno-belih, danes je poseben dan. Kajti pred 100 leti, kot smo že slišali, 16. avgusta se je zgodil prelomni dogodek, ko je v hotelu današnje Zvezda, takratni Dobraj, ustanovljen športni klub Mura. Naša športna zvezda je bila tako rojena in je skozi burno stoletje neštetokrat razveselila in osrečila svoje zveste podpornike ter prebrodila kar nekaj viharjev. Za črno-belimi je torej 100 let zmag in porazov, tekem, ki ne bodo nikoli pozabljene, množice nogometašev, ki so tekom let za Muro na igrišču pustili srce in dušo, smeha v garderobi in na tribunah, solz, ko se ni išlo, a vedno dovolj poguma, da se je ponovno vstalo in igralo. Igralo nogomet in to z veliko začetnico. Ne glede na vse, kar so leta prinesla, je bila Mura, je in bo ostala ponos Prekmurja oziroma Pomurja. Ponos vseh navijačev, ki za njo živijo, jo podpirajo, glasno navijajo za igralce, se veselijo tekem in v koledarji vestno vnašajo nove datume in se ne ustrašijo morebitnega slabega dne. Navijači pomagajo pisati nogometne pravljice, tudi ko mreža nasprotnika sameva. Navijači dihajo za svoj klub. Hvala vsem iz srca, ki zvesto spremljate in živite za Muro. Tako v slovenski kot v nogomet v Pomurju je močno zarezala druga svetovna vojna. To obdobje je bilo eno najtežjih v zgodovini Mure. Toda že tedaj je bilo v Murski Soboti jasno, da je Mura večna. Tudi v obdobju okupacije, vojne, nogomet v Murski Soboti nikoli ni zamrl. Zato so poskrbeli nogometni zasenjaki, nekateri od njih so celo žrtvovali življenja, da je Mura lahko živela naprej. 50. leta prejšnjega stoletja pa so Muri dala še danes najboljšega strelca v zgodovini kluba, Ferija Mavčeca. Mura je z njim napadov vse bolj opozarjala na se. Mavčec pa se je tako na 194 uradnih tekmah med strelce vpisal
kar 233 krat. V sezoni 1967 je sledil eden izmed novih menikov v zgodovini kluba. Mura se je prvič uvrstila oziroma zaigrala v drugi jugoslovanski ligi Zahod. V sezoni 69-70 je pa Mura celo prvič osvojila naslov prvaka v prvi slovenski nogometni ligi in še se drugič uvrstila v drugo jugoslovansko ligo Zahod. Z leti se je v Murski Soboti spreminjala ne le podoba kluba, ampak podoba Fazanerije, tudi podoba Fazanerije, ki je vse skozi nogometno svetišče navijačev Mure. V 80-ih letih je nastala glavna tribuna, ki je bila vmes večkrat prenovljena in dodelana do te točke, kot jo poznamo danes. Z osamosvojitvijo Slovenije je prišlo tudi do reorganizacije prvenstva. Mura pa je vse skozi igrala vidno vlogo in pri tem imela pomoč navijaške skupine Black Gringos, ki je zaživela leta 1991 in je bila skozi vso zgodovino in vse povsod v podporo našemu klubu. V zgodovino črno-belih bo vedno zapisana sezona 94-95, ko je klub osvojil svojo prvo lovoriko. Po zmagi nad Celjem je Mura postala pokalni prvak. V sezoni 98-99 je bila prvič blizu temu, da postane državni prvak. Po naslovu v jesenskem delu je Mura končala ob koncu prvenstva na drugem mestu. Sledila so leta, ki so pomenila veliko preizkušnjo tako za klub kot za navijače. Mura je dvakrat prebrodila najhujše in bila svojo zgodbo primorana graditi od samega začetka, od samih temeljev naprej. A nam je skupaj uspelo. Kar me navdaja z ponosom, je dejstvo, da se navijači in podporniki nikoli niso vdali. Verjeli so, da se bodo v Fazaneriji vrnili boljši časi. To pomeni največ, da nekdo verjame vate tudi, ko krmilo v hip ne gre v pravo smer. Ko smo leta 2015 skupaj z ekipo stopili v klub, smo se zavedali odgovornosti in zgodovine, ki jo imajo črno-beli. Zastavili smo si ambiciozno in točno razdelano strategijo, ki smo jih sledili skozi vsa ta leta. Najprej je bilo zagotovo potrebno postaviti dobre, močne temelje, nekaj izzivov so zagotovo predstavljale prepreke, ki niso bile vezane direktno na nogomet. Vendar nam je uspelo. Uredili smo administracijo, zgradili korenite medsebojne odnose in spostavili zaupanje med vsemi deležniki v lokalnem okolju. Rezultati so bili hitro vidni. Vse nam je uspelo v vsega 2 letih stabilizirati klub in sestaviti ekipo, ki je iz 3. lige napredovala v drugo ligo. In na to suvereno slavila v drugoligaški konkurenci ter v sezoni 18-19 ponovno zaigrala med slovensko nogometno elito. V tem času se je veliko dogajalo tudi izven igrišča. Vse smo izpeljali kar nekaj infrastrukturnih projektov, da smo nogometašem vseh selekcij zagotovili čim bolj optimalne pogoje za trening. Po preboju na prvoligaško sceno se je že ob koncu sezone 2018-19 prišla nova potrditev dobrega dela. Mura se je uvrstila v kvalifikacije za evropska tekmovanja, kjer smo ob porazu navkljub prikazali odlično igro proti izraelskemu klubu Maccabi Haifa. V naslednji sezoni smo storili še korak naprej. Po dolgih 25 letih čakanja je Mura ponovno osvojila naslov pokalnih prvakov in za nameček proti lokalnemu rivalu iz Lendave. Hvala. Veselja navijačev ni skrivala niti epidemija koronavirusa, ki je poskrbela, da navijači v tekmi niso uspeli uživati v živo, je pa bilo slavje zaradi tega ob vrnitvi iz Brda pri Kranju še toliko večje. Tudi evropska pot je na to trajala dlje kot v prvi sezoni. Saj smo po zmagah nad estonskim Naume Kaljo in danskim Arhusom klonili šele proti nizozemskemu velikanu PSV. Ob vsem tem pa smo nabirali dragocene izkušnje, ki so nam še kako prav prišle v prihodnjih sezonah. Sezona 2021 je prenesla največji uspeh kluba, na katerega so navijači čakali skoraj 100 let. Mura je prvič v zgodovini osvojila naslov državnih prvakov. Tudi tokrat je bila za osvojitev naslova potrebno premagati velikega rivala, v tem primeru Maribor in to v Ljudskem vrtu.
Sezona, ki bo zavedno zapisana z zlatimi črkami v zgodovino črno-belih. Po uspehu v domačem prvenstvu je sledil še največji uspeh na mednarodnem prizorišču. Mura se je prvič v zgodovini uvrstila v skupinski del katerega od evropskih tekmovanj. Nase smo v konferenčni ligi najbolj upozorili z zmago proti londonskemu Tottenhamu. Takrat nas je spoznala celotna nogometna Evropa, če ne celoten svet. S 1. januarjem leta 2023 pa smo realizirali še eno izmed zadnjih točk iz prvotno zastavljene strategije. S pripojitvijo ŽNK na Beltinci k DNŠ Mura smo dobili tudi žensko selekcijo, ki je pod okriljem črno-belih osvojila že 2 naslova državnih in pokalnih prvakinj. Letos pa je nogometašicam uspel zgodovinski uspeh, saj so se uvrstilile v kvalifikacije in play-off lige prvakov, kjer so na žalost včeraj večer morale priznati premoč avstrijskemu St. Pöltenu. Samo kratek. Aktivni pa nismo bili samo na igrišču. Vse od vstopa v Muro smo si prizadevali, da bi poskrbeli za čim boljše pogoje za delo in trening. Daleč največji projekt smo izvedli leta 2022, ko je prišlo do premika igrišča in zamenjave travnate ruše, ki je danes ena najboljših v Sloveniji. Po dolgih letih čakanja je Fazanerija dobila umetno razsvetljavo. Uredili smo igrišče z umetno travo, prenovili članske slačilnice in postavili nove televizijske stolpe. V zadnjih 2 letih smo izkoristili skoraj da sleheren kotiček Fazanerije. Pod severno tribuno smo uredili 4 nove slačilnice za mlajše selekcije, pod južno tribuno sta zaživela klubski bar in trgovina, urejeni pa so bili tudi prostori za nove pisarne. Poleg tega smo uredili tudi parkirišče in kanalizacijo. Vse našteto pa nam je uspelo skupaj z mestno občino Murska Sobota, s katero zelo dobro sodelujemo od prvega dne dalje. Prav tako pa sta nam bila pri večini projektov pomoč Nogometna zveza Slovenije in Fundacija za šport. Hvala tudi vsem sponzorjem in partnerjem, ki nas podpirajo na bilo kak način, finančno, materialno in z lepo spodbudno besedo. Brez vas ni nas. Naša želja, kot tudi želja soboške občine je, da pa v naslednjem letu oziroma s pričetkom v tem letu končno zgradimo lok med severno in glavno tribuno ter stadionu dodamo še lepšo podobo, ker si to zaslužimo vsi skupaj. In na tem mestu še enkrat zahvala vsem pristašem Mure, ki so v letih, ko smo postavljali našo zgodbo, nesebično in prostovoljno pomagali pri raznih opravilih. Njihova pomoč je bila ena od ključnih stvari za preboj in rast Mure. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na sodelovanje z okoliškimi klubi in občinami, s pomočjo katerih zagotavljamo potrebne infrastrukturne pogoje za treninge, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Zato je na tem mestu prav, da ponovno izpostavimo pomen dodatnih vadbenih površin, trening centra, za katerega si prizadevamo že dalj časa in je ena od prioritet, če želimo stopiti korak naprej v trenažnem procesu. Z začetkom letošnje sezone je Mura stopila na novo pot. V zadnjih letih smo si prizadevali, da bi klub dobil strateškega partnerja, kar nam je pred meseci tudi uspelo. Črno-beli se je pridružil ameriški poslovnež gospod George Junčaj, s katerim si želimo nadaljevati in nadgraditi našo Muro. Tako iz tekmovalnega, kot tudi iz poslovnega vidika. Muro želimo dvigniti nazaj v vrh slovenskega nogometa in igrati pomembno vlogo na mednarodnem prizorišču. Toda za velike stvari je ponavadi potreben tudi čas. Zato potrebujemo vašo podporo in potrpežljivost, da se bomo prihodnje lahko skupaj veselili novih uspehov. Potrebujemo vas. Za konec, vesel sem, da smo danes tukaj zbrani vsi, ki se nam po žilah pretaka črno-bela krv. Verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. Fundament za to obstaja. Sam delati moramo. Zahvala vsem, ki so ali bodo Muri stali skozi njeno zgodovino, pomagali na kakršenkoli način. Vsak od vas je delček mozaika kluba, ki ga imamo tako zelo radi. Vsak od nas nam omogoča, da pišemo in polnimo nogometne strani lokalne, nacionalne, evropske in svetovne. Na tem mestu bi se rad iskreno zahvalil tudi vsem tistim, ki so poskrbeli, da smo ob 100-letnici izvedli vrsto dogodkov skozi celo leto, s čimer smo počastili ta jubilej, seveda vključno za našo današnjo slavnostno akademijo.
in seveda na koncu zahvala tudi moji družini za podporo in potrpljenje v vseh skoraj 10 letih, kar smo gradili to uspešno zgodbo. Zaključim lahko le tako, kot je eden izmed transparentov, ki jih lahko vidimo na Fazaneriji. Mura nima le 100 let, Mura je večna. Hvala vam. Hvala. Že kak čundraš soboški črno-belo senjo sem. Ti si mi v krvi. Znaš, kar rad te manj. Bili so dobri časi, ker prišli so še jednog. Vrlen ga s tebi. Mura, za mene ti si Bog. Ja, res je. V Murski Soboti se ob ponedeljkih pogovarja, kako je bilo včeraj na tekmi, od torka do sobote pa, kako da je v nedeljo na tekmi. V nedeljo pa se gre na Fazanerijo. Logično. In tako diha klub z mestom in mesto živi s klubom. In mesto živi za klub. Kako pa je biti župan v takšnem mestu, kjer že 100 let utripa veliko črno-belo srce, pa nam bo povedal kar naš župan sam. Drage dame in gospodje, župan mestne občine Murska Sobota, gospod Damjan Anželj. Cenjeni visoki gostje, drage Murašice in Muraši, lep pozdrav še v mojem imenu. Splošno znano je, da ima nogomet v naši regiji posebno mesto in kot smo slišali, dejansko mesto živi tako, kak so rezultati naše Mure. In nogometna igra kot taka producira neverjetno veliko čustev, tako tistih pozitivnih, veselja, radosti, kot tudi žalosti in razočaranja o porazih. In če potegnem sporednico, podobno kot v nogometnem klubu je tudi z vodenjem občine, vodenjem podjetja ali kakšne druge organizacije. Bistveno je, da prepoznamo pomen ekipe. In če nam uspe, da ekipa zasleduje isti cilj in si ob tem tudi pomagamo, rezultat ne more izostati. In to ste nam že večkrat dokazali tudi vi, dragi Muraši in Murašice. Čeprav v Murski Soboti nimamo vsega, imamo pa zagotovo nekaj, kar bi si želeli tudi drugi. In to je naša Mura s svojimi zvestimi navijači. In dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem tistim, ki ste ustvarjali in ki tudi v današnjem času ustvarjate to Murino zgodbo. Prepričan sem, da se bo v soboškem nogometu tudi v naslednjih 100 letih pisalo zlatimi črkami. Ob tej priložnosti Mestna občina Murska Sobota podarja nogometnemu društvu Mura priznanje, zato prosim predsednika, da se jim pridruži na odru. Ne je velika, ne je mala, skoraj takša, kak trbi. Samo malo ona prose, kad te v srci zaškrni. Sigdar pa jo v sebi nose, šteri zgrabi nov to. Sigdar pa jo v sebi nose, srci mojo Soboto. Rada ma svoj mali varaž, šterom se na raj guči. Rada mali blini varaž, gdje sam s dobrimi ljudmi. V Soboti ima sigdar svoja, v Soboti ima sigdar
sikdar svoja, v soboti ima sikdar svoja. Rada ima svoj mali baraž, šterom se na raj guči. Rada ima Ljubljeni varaž, ki sem z dobrimi ljudmi. V soboti ima sikdar svoja, v soboti ima sikdar svoja, v soboti ima sikdar svoja, od izmenov eščetin. Na oder pa zdaj vabim tudi predsednika MNZ Murska Sobota in podpredsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Danila Kacjana. Spoštovane ljubiteljice nogometa, ljubitelji nogometa, spoštovani predsednik, vsi prisotni, da ne bom katerega izpustil. Kaj naj povem, 100 let, dolgo ali kratko, mislim, da je to način življenja ljudi ob reki Mure. Reka Mura je vedno tekla in bo tekla, tako da sem tudi prepričan, da tudi nogometni klub bo tekel v vsakem primeru. V življenju se sponi in paci, tako je tudi Mura v tem trenutku, jaz se poznam 45 let. Predsednik je zelo dobro povedal, to je način življenja v Pomurju. Brez tega ljudje ne dajo živeti. In tudi ljudje, dostikrat letina je bolj slaba, tudi slabše živijo. Ko je letina boljša, tudi boljše preživijo. Jaz sem prepričan, da večjega vložka ni, kot je šport, kot je druženje. Malo Pomurje je veliko Pomurje. Sem prepričan, da po statistiki vseh podatkov od vseh klubov v prvi ligi je Mura na 3. mestu po številu obiskovalcev. To je dokaz, da nogomet se igra za ljudi. Če ne bi bilo ljudi, tudi nogomet ne bi bil zanimiv. Je pa res, da infrastruktura, ki se je zgradila v zadnjem trenutku, jaz se zahvaljujem vsakemu posamezniku, ki je to prispeval, tudi Nogometna zveza Slovenije v okviru svojih zmožnosti. Vedno so želje eno, realnost pa je drugo. Vsi se trudimo, ker jaz vedno pravim, vlaganje v šport ni izguba, ampak je prihodnost. Ker če bomo imeli šport, bomo imeli tudi na koncu dobre državljane, zadovoljne. Kdaj smo Slovenci najbolj enotni? Ko dosegamo vrhunske športne rezultate. Jaz bi apeliral na vseh nas, da smo tudi takrat enotni, ko nimamo najboljših športnih rezultatov. Ker pravi navijači, pravi podporniki kluba so tisti, ki so tudi v dobrem in slabem ob klubu. Jaz sem pa trdno prepričan, da je Mura v svoji 100-letni zgodovini bila res vezana na reko Muro. Ne nazadnje, nikoli ni spreminjala svojega imena Mura v 100 letih, dodajala so se pač neke kratice in to je v genih ljudi, ki živijo ob tej reki Muri. Iz malega Pomurja je zraslo kar ogromno reprezentantov. Tudi ne na zadnje evropske prvenstvo, Erik Janža, Tome Hrvat. Vsi smo ena družina in če smo kot družina povezani v eno verigo, lahko dosegamo velike cilje. Zato res vsem, ki to Muro spremljate, jaz čestitam tudi ženska, kaj so dosegle. Zdaj ljudje so razočarani, ne, jaz sem pa vesel. Čestitam vam. Sem prepričan, če boste delali še naprej za tako voljo, da bodo rezultati slej ko prej prišli, tudi pravi navijači vas podpirajo, vam članske ekipi. Želim, da ste vedno prvi, pa tudi če niste prvi, da nasprotniku čestitate. Mura bo tekla, tudi nogometni klub Mura bo tekel. V soboto pa vsi tečete na nogometni klub tekmo v Lendavo, kjer sem prepričan, da bo štadion premale. Še enkrat vsem skupaj, iskrene čestitke z eno željo. Šport nas združuje, šport je tisti, ki ne dela leve pa ne desne, ampak delamo samo zato, da bo naša prihodnost lahko svetlejša, če bomo imeli podmladek, če ne bomo imeli podmladka, tudi to ne bo.
Jaz sem pa prepričan, da predsednik Nogometne zveze Slovenije in tudi bivši predsednik Nogometne zveze Slovenije Rudi Zavrl, ki je bil kar nekaj let vpet v to zgodbo, tudi minister Aleksandar Jevšek, Dejan Židan, da bodo pomagali na naših najboljših močeh, da še ustvarimo lepše pogoje in da prevabimo čim več mladih. Jaz bi predsednika prosil, zdaj sicer ne vem, kam so mi dali tisto mojo amajo tam, no, ker drugače mislim, da sem zgubil eno skromno plaketo, ker to ni plaketa za njega, ampak za vse tiste, ki so stoli delali v klubu. Hvala lepa. Prekmurje je ravnica na levom bregi reke Mure, pa njene mrtvice pa njive, ker in njega kraja. So gorice pa bregi, je Sobota, center, je kuča Bejloga Štrka, je vara številnih religij pa kultur, ker tu najdejo svoj mir. Je klub NŠ Mura, teži skoro 100 let bije bojne sejmi viharami, šteri bisnejo po naši ravnici. Prekmurje je tudi velepi paviljonek spano ob Kamešnici. Ostanki Panonskega morja pred milijonami leti pravijo. Je renesančni grad šterite navdejne s kamnitim lokom. So 4 brodi na reki Muri, šteri združavljajo ljudi z obeh bregov. Nostalgija pa melanholija, zgodovina pa sedanjost. Od broda na brod, iz roda v rod. Prekmurje je tudi dobro geste, Dödoli, Bojta Repa, Bograč pa prekmurska gibanica. Pa radi imamo vse ljudi. Gostoljubje, ponos, zvestoba, pa črno-bejlo srce, v farbah. Mi smo Mura, že skoro 100 let. Štejimo zmage, hranimo spomine, združavljamo ljudi. Za naš svetek smo se poklonili, navijačom, fuzbalerom, črno-bejlim. Bila je lepa, sončna nedelja 31. avgusta 1924 in zgodila se je prva prijateljska tekma SK športnega kluba Mura. Nasprotnik je bil takrat že uveljavljen nogometni klub SSK Maribor. Mura takrat še ni imela svojega stadiona in je tekme igrala na Murskosoboškem sejmišču. Mura pa stadion dobi, ne dobi ga kar tako. Zgradijo ga Prekmurci s prostovoljnimi prispevki in donacijami zanesenjakov leta 1936 in stadion nosi ime Stadion viteškega kralja Aleksandra I. zedinitelja. Nogometno igrišče je merilo 105x70 metrov, tribuna stadiona je bila zgrajena po načrtih arhitekta Novaka in je imela 11 lož in 140 sedežev. Otvoritev je potekala pod visokim pokroviteljstvom njegovega veličanstva kralja Petra II. Prvo tekmo SK Mura na svojem stadionu odigra istega leta, torej leta 1936, 29. marca ob 14:30, s istim nasprotnikom kot svojo krstno tekmo leta 1924, torej s SSK Maribor. Tekma je bila prijateljska, ogledalo si jo je okrog 500 ljudi, rezultat pa je bil, naši so dali en gol. Grb in ime kluba sta se skozi čas nekoliko spreminjala. Barva kluba pa je od začetka do danes nespremenjeno črno-bela. Na dresih nogometašev prvič zasledimo grb kluba v začetku leta 30, na njem je pisalo SKM, Sport klub Mura. Grb je imel obliko ščita, črke pa so igralci napisali ročno, tako da so se oblike črk v vsakem grbu nekoliko razlikovale.
V sezoni 1933-34 Mura spremeni obliko grba. Na njem piše SK Mura, Sport klub Mura. Grb je drese nogometašev krasil vse do druge svetovne vojne, do okupacije Mađarov. V času vojne se je v grbu Mure spremenil napis v Mura SE, Mura Sport Egyesület, športni klub. V času okupacije so črno-beli tekmovali v mađarskem prvenstvu. Napisi so bili v mađarščini najverjetneje zaradi zahtev mađarskega prvenstva in takratnih mađarskih političnih veljakov. Po koncu druge svetovne vojne je Mura pol leta igrala pod imenom FD Svoboda, od januarja 1946 naprej pa kot CD Sobota. Posledično je bil spremenjen tudi grb moštva oziroma kluba z napisom FD Sobota, s spomenikom zmage, peterokrako zvezdo in klasjem. Mura je grb FD Sobota uporabljala do leta 1965, ko se je ime kluba spremenilo v NK Mura. Takrat lahko zasledimo grb NK Mura z zlato obrobo. Ta grb pa je vse do leta 2019 krasil tudi znamenito zgradbo slačilnice na vzhodni strani stadiona. Leto 1980 se na dresih Mure pojavi okrogel grb z napisom NK Mura Murska Sobota, s črnimi črtami in z modernejšo žogo. V 90-ih letih je Mura spremenila grb, ki je bil zelo podoben tistemu iz leta 1965, s tem, da je prevzel obliko ščita. Klub ga je uporabljal do leta 2005, le da je bil leta 2003 spremenjen napis iz NK Mura v ŠD NK Mura. Leta 2005, ko je nastala Mura 05, se je napis spremenil v Mura 05. Z nastankom NŠ Mure je grb ostal enak, znova pa se je spremenil napis in sicer v NŠ Mura. Mura je 27. novembra 2019 osvežila podobo grba. Dodala je bila zlata obroba, taka kot leta 1965. In takšen zame najlepši športni grb na svetu krasi najboljši in najsrčnejši klub na svetu tudi danes. Že kak čundra soboške, čarno-belo senjo san. Ti si mi v krvi, dobro znaš, karate manj. Bili so dobri čase, ker prišli so še inok. Vrvlenge z tebe, Mura za mene, ti si Bog. Že kak čundra soboške, čarno-belo senjo san. Ti si mi v krvi, dobro znaš, karate manj. Bili so dobri čase, ker prišli so še inok. Vrvlenge z tebe, na tribuno, srce mi zagori. Bakle že gorijo, tu smo zvesti gringosi. Idemo Muraši, si zdignimo roke. Glas, srce pa dušo, se damo za tebe. Že kak čarno
za mene ti si Bog. V času med letoma 1968 in 1974 se naša Mura kar dvakrat uvrsti v drugo jugoslovansko zvezdno ligo Zahod, kar je bil do takrat to največji uspeh kluba. Z osamosvojitvijo Slovenije postane prva slovenska liga državna liga in Mura je njena vidnejša članica. In kot se za klub z velikim in velikim srcem spodobi, dobi 1. septembra 1991 Mura eno najzvestejših navijaških skupin Black Gringos. Že 3 leta zatem Mura doživi evropski krst s prvo tekmo v evropskih nogometnih tekmovanjih. Nasprotnik je švicarski Aarau. 24. maja 1995 pa postanemo pokalni prvaki Slovenije. V finalu pokala premagamo Biostart Publikum Celje in zmagamo in osvojimo prvi pokal. Bravo, naša Mura! Ampak evropska pot se še kar nadaljuje. 2012. leta se nogometaši, zdaj Mure 0-5, uvrstijo v play-off za Ligo Evropa, v kateri se pomerijo z rimskim Lacijem. Leta 2020 osvoji Mura še drugič slovenski pokal. Tokrat že pod današnjim imenom NŠ Mura in pod taktirko trenerja Anteja Šimunče, s katerim leta 2021 NŠ Mura osvoji še državno prvenstvo in prvič v zgodovini kluba Mura postane državni prvak. Bravo, Mura! Uspehi v tem letu pa se še ne končajo. NŠ Mura se uvrsti tudi v skupinski del Evropske konferenčne lige. V skupinskem delu tega tekmovanja Mura pokaže vso svoje veliko srce in se svojo borbenostjo in srčnostjo prikupi marsikateremu evropskemu ljubitelju nogometa. A ja, to znate, ko smo premagali Tottenham. In to letošnje, tako rekoč Murino 100. leto, je tako rekoč tudi Murina 100. sezona. In naša Mura z optimizmom ter ogromnim kvalitetnim mladinskim pogonom mladih, talentiranih nogometašev zre v svetlo prihodnost in proti drugi stoletnici kluba. Po vsem povedanem, mislim, da si naša Mura zasluži en glasen 3, 4! Fura veterska mešnicena zanerijo. Moja krv je takša, kak je tej grb. Črno-bela. Gledava za nami. Mura mi pomeni vse. Fanatizem, energija, ljubezen. Ponos. Pa videl, wow, to imamo v Sobote. To se ne pozabi. Isto kot familija. Življenje smo včasih davali za njo. Moja krv je črno-bela. Pol črna, pol pobela. Moja pa črno-bela. To smo mi, Mura. Mura, že samo ime Mura pomeni dosta. En ponos za Mursko Soboto, Pomurje, okolico. Brez kluba Mure, ne vem, bi bilo moje življenje, bom pravil, na pol prazno. Moj prvi stik s klubom Mura je že kot otrok sem treniral. Pri 6 letih. Ešte sem pozabil iti kup hojile. Te pa sem še dolgo malo doma pleskovice in te sem zrasel gor z Murov. Jaz sem prvič na Murino tekmo prišel, da me je oče pelil, mali sem bil. Moj prvi stik z Muro, da smo šla z očetom na prvo tekmo, mislim, ko sem bil
star 5 let. Sva sedela tam na južni tribuni, no vse ostalo je že te zgodovina. Ja, prvi stiki so bili, ko smo Muro poslušali še po radiju, pol v srednji šoli, ko smo se prvih tekem udeležili in to so nepozabni trenutki v začetkih samostojne države. Prvič sem se srečal z Murom pa na tem igrišču 1955. leta. V Turnišče smo igrali eno tekmo in tam so prišli predstavniki Mure in so me pitali, če bi ja šel za Muri trenirati. Opisati Mursko Soboto je lepo. Njega takšnega lepega Varaša, kak je Sobota. So vsi prijazni, vsi navijajo za Muro, Mura je zakon. Ja, kako pravimo, ne je velika, ne je mala, točno takšna kot Trbej. San narod, najboljši pa mislim, ko najbolj iskreni. Mislim, vse bi ti dali, pa nikaj ne bi imeli. To, mislim, isto je za Muro, mislim, za Muro se tu živi, to je pač pojam. Skup se stopi, ne? Normalno. Maksimalno. Opisal bi nas Prekmurce, da so zelo trdoglavi in za svoj dobro bi dali vse. Tako, vsak še v toj našoj lepi Sobote lahko nekaj za sebe najde. Moram reči, da Prekmurje sem bil veliko po svetu, je eno od najlepših prvo pokrajin, drugo ljudi, ki sem jih kdaj srečal in tu sem odraščal in to je Prekmurje moja domovina. Ja bi pravil, ko se prvi prelomni trenutek v zgodovini Mure zgodil že v 20 letih prejšnjega stoletja, kdaj so naši predniki pa ljudje zbrali, komu se zvali Mura in je eden od redkih klubov v Evropi, ki ne nosi ime po mesti. Drugi tak trenutek bi izpostavil drugo svetovno vojno, ko so v klubu nekateri žrtvovali tudi svoje življenja, ko je Lejko klub še naprej obstajal. Potem bi izpostavil naslednja spet 60. leta, sredina 60. let in začetek 70. let, ko je klub prišel na en drug nivo z naslovom slovenskega prvaka. Ampak kar je zanimivo je to, nekaj v 60. letih je pa Mura fejst dosti dala poudarek na mlade igralce in ravno ti mladi igralci so bili potem pa tisti, ki so potem pozneje postali te slovenski prvaki leta 70 in igrali uspešno tudi v drugi Jugoligi. Brezič proti Topiču, Topič ima priložnost, Topič in ena proti za Muro. Potem so prišla 90. leta, po moje naslednji ključni trenutek, osamosvojitev Slovenije in državno prvenstvo. Ambicioznost nekaterih veljakov, predsednika Mrca in ostalih, ki so želeli klub postaviti med najboljše v državi, je privedlo do tega, da smo prišli v Evropo. Tista 90. leta, kar je meni zelo fascinantno, kako je narod pograbil tisto maso ljudi, euforija, fanatična privrženost kluba. Ime Black Gringos je nastalo tako, je bilo, ko sem gledal kavbojski film in v kavbojski film je stalno, znaš, kako je bilo povedano za tujca Gringo. Ne? In mi smo za celo Slovenijo stalno bili nekši tujci, ko nemo imenoval štere, ne? Lepše Mađare, jebe. Je pa še zdaj tako. Znaš, in te sem si mislil, pa zakaj ne bi bili, če smo tujci za njih Gringos. Samo sem dodal Black Gringos. To je edino. Ja, gledaj, fantastika, ka? In potem so prišla spet, po moje, ključni trenutek, to leto 2012-2013, ko smo spet dosegli en vrhunec s temi evropskimi tekmami in pravo državnim prvenstvom, ko smo osvojili 3. mesto. Ampak žal se je potem spet zgodil ta selitev v nižje lige. Za propad Mure je največ kriva takratna situacija, gospodarstvo je bilo v zatoni, propadale so firme Mura, Panonija in tako je zmanjkalo denarja in je klub rabo nekega investitora. Ja, gledajte, takrat, ko smo mi stopili leta 2015, je bil klub v 3. ligi, od kluba je ostalo Bore Maro in moram reči, da tudi prvi 2 leti smo
se predvsem matrali, da smo stvari stabilizirali in mene je predvsem vleklo to, da nekaj naredimo za domačo pokrajino, za to našo Muro, ki je res brand Prekmurja. In takrat ključno, kar se je meni zdelo, da smo se lotili zadeve, da analiziramo situacijo, pripravimo neko srednjeročno strategijo, potem smo si postavili letne cilje in dejansko ekipa, s katero smo takrat začeli, vstopili v klub, se je držala strogo teh ciljev in vse aktivnosti so bile usmerjene k doseganju kratkoročnih ciljev, ki so bili pa pač del dolgoročne strategije. Skratka, dobro planiranje, dober tim, dosledno upoštevanje ciljev, to je bilo ključno za doseganje in spon naše Mure. Mislim, da je črno obdobje Mure trajalo nekje 4 do 5 let. S tem, da Mura živela vedno med ljudmi. Mura je bila zakon. To je bilo ljudem v krvi, kot je tudi zdaj. Ne? Ko smo bili pokalni prvaki, občutki so bili izjemni in še ko smo zmagali pač derbi, vedeli smo, da je bil velik pritisk, ampak pustili smo navijače vse od strani in se zavedali tega, da moramo zmagati. Lovorika za prvaka je pa bilo v Mariboru neopisljivo. Mi smo pokazali svoj karakter in tisti tekmo dobili. Ja, Slavija je bilo neverjetno. Že tam v Mariboru smo pričeli s Slavijem, potem celo pot in tu v Fazaneriji nas je pričakalo ogromno ljudi. In potem se je to praktično dogajalo celo noč in še naslednji dan popoldan. Lej, ko sem ponosen gnezdim še, ko sem delal mozaiko, ko nam je bilo super. Ne vsikdar, ali je vredi bilo, vredi. Točno takša, kak Trbej, vsikdar mojo v srci noso, mojo lepo Soboto. Gebi pravo, ko smo Prekmurci fejs ponosni na svoje korenine. Mislim, ko vsak Prekmurec, kjer pride ali pa odide enkrat z Prekmurja, se še vrnuti nazaj. Nekaj je tu več, bom pravil, in to nekaj več je tudi ten naš nogometni klub. Moja želja za prihodnost kluba je ta, če bomo te nivo obdržali, je že za mene uspeh. Jaz si želim predvsem stabilnosti, želim si, ko bi vključevali čim več mladih domačih igralcev. Upam, da če bo kakšna lovorika osvojena in da bo se stabilizirala, da bo vsako leto Evropa tukaj. Če dejansko sledimo naši strategiji, jo sproti nadgrajujemo, se povezujemo pač tudi na mednarodnem nivoju. Jaz mislim, da ima klub res dobro prihodnost, velik potencial, predvsem pa to je regija, kjer živi za nogomet in tu mislim, da bo še marsikdo tudi od naših partnerjev prepoznal potencial Mure kot blagovne znamke in seveda tudi širše se lahko preplete nogomet z gospodarsko dejavnostjo, s turizmom in tako naprej. Mura, kak Mura teči že xx let dol, pa ta naša teči, oziroma naša Mura, nogometni klub, da tu teko do konca, oziroma kak stari Muraši se ne damo. Zdaj pa Mura je en ponos, kak sem že prej pravil, Sobote, Pomurja, tako da Muraše ne more biti stran. Jaz si želim v prihodnosti, ko klub stopi organizacijsko na še višji nivo, ter da ne pozabimo, kakšne so v bistvu naše korenine, ker na teh koreninah v bistvu živi klub še naprej. Kot sem pravil, živim za Muro, za njo bi dal vse in verjetno tudi z njo v moral.
Dragi obiskovalci nocojšnje slavnostne akademije ob 100. obletnici našega kluba Mura. Iz vsega črno-belega srca se vam zahvaljujem za obisk in druženje. In vas vabim, da to nadaljujemo. O, Nino, zdravo. Zdravo. Kaj praviš? Je naš Mura najlepši, najbolj srčen, pa najbolj srečen klub? Ja, seveda. Fino. Misliš, da je najboljši na svete? Ja, valjda. Pa navijaš ti za Muro? Ja, že 10 let. Kako si pa star? Ja, 10. Logično. Super. Samo fajn bi bilo, ko če... Ja, bravo. Kaj praviš, fajn bi bilo, če imamo rojstni den, ko imamo tudi kakšno žurko, ne? Ja, kaj znam ga ja. Resno? Ja. Pa nam pokažeš? Ja, pa ote zamel. Veni se dobimo. Zgučeno. Veni nas počakaj, dobro? Ote, ote, ote. Naši dragi in dragoceni gostje, z Ninetom vas vabiva, da nadaljujemo druženje ob naši 100. obletnici in nazdravimo na naslednjih 100 let. Nino in posebne luči pa nam bodo pokazale, kje se bo današnje druženje nadaljevalo. Hvala vam lepa in še enog lepo se imejmo. Za nas tej celi svet, črno-beli maj svet. Zavedno Mura v naših srcih si, za tebe in nas.